Pozdravljeni! Spoznali smo že kar nekaj besednih vrst, pravzaprav skoraj vse. Spoznali smo samostalnik, pridevnik, zaimek in števnik, ki so pregibne besedne vrste, ter prislov, predlog in veznik, ki pa so nepregibne besedne vrste. Če ponovimo, pregibne besedne vrste so tiste, ki jih lahko pregibamo, torej jim spreminjamo obliko, recimo samostalnik sklanjamo, glagol spregamo in tako naprej. No, pa tukaj ne gre za tako sklanjanje, kot se je sklonil Mr. Bean in udaril kraljico, oziroma jo kar vrgel na tla, pač pa mislim na malo drugačno sklanjanje. Ampak gremo naprej. Nepregibnim besednim vrstam oblike ne moremo spreminjati, ostajajo v vseh okoliščinah enake. Danes bomo spoznali še zadnji dve besedni vrsti, in sicer členek in medmet, ki sta prav tako nepregibni. Začeli bomo z medmetom. Medmeti so v bistvu besede, s katerimi izražamo razpoloženja, posnemamo zvoke ali pa ukazujemo. Naj pokažem, kako to izgleda v praksi. Torej, smeh izražamo z besedami, kot so haha, hehe, hihi in tako naprej. Pač spomnite se na to, kako smeh zapisujete v SMS-ih ali pa sporočilih na Instagramu. Potem recimo zvonjenje zvona izrazimo z din-don, oglašanje žabe izrazimo s kvak-kvak, jok izrazimo z ue-ue in še oglašanje psa izrazimo s hov-hov. Mimogrede, ko smo že pri tem, medmeti se pravzaprav v različnih jezikih razlikujejo. Oglašanje psa je recimo v slovenščini hov-hov, medtem ko je v angleščini woof-woof. Kot že rečeno, je medmet nepregibna besedna vrsta. Oglejmo si recimo medmet fuj. Ta beseda bo vedno točno taka, kot je. Torej, fuj, F-U-J. Ne vem, recimo v povedi fuj, kako za nič hrana. Tudi če okolico besede fuj spremenimo, bo oblika tega medmeta vedno enaka. Torej, še enkrat, to je nepregibna besedna vrsta. Prav tako medmet ni stavčni člen, zato se pojavlja vprašanje, če so povedi, kot je recimo ojej, stavki. Ojej v bistvu poved je, ker se začne z veliko začetnico in konča s končnim ločilom. Stavek pa ne more biti, ker ne vsebuje osebne glagolske oblike. Zato takim povedim rečemo, da so pa stavki, ampak tega vam pravzaprav ni treba znati. Glede na to, kaj z medmeti izražamo, se delijo na 3 vrste. Prva vrsta so razpoloženjski medmeti, recimo haha, joj, ko kaj razmišljamo, ne? Potem fuj, hura, ulala in tako naprej. Z njimi pač izrazimo naše razpoloženje, čustvo, občutek in podobno. Druga vrsta so posnemovalni medmeti, recimo čiv-čiv, din-don, drin-drin, recimo zvonjenje budilke je to, ne? Potem bum. Bum je lahko, ne vem, ko nekaj zropota ali pa eksplodira bomba ali kaj podobnega. Mjav, gaga in drugi. S posnemovalnimi medmeti v bistvu posnemamo zvoke iz okolice, torej oglašanje živali, zvoke predmetov in tako naprej. Tretja vrsta pa so velelni medmeti, recimo pst, ne, ko nekomu v bistvu ukažeš, naj bo tiho, mu narediš pst. Potem marš, ko nekoga nekam zapodiš, potem na, če nekomu nekaj daš, ne, rečeš na, in no, tudi drugi. Skratka, s temi medmeti nekaj velevamo oziroma ukažemo. Spadajo pa sem tudi adijo, čau, živijo, nasvidenje, z Bogom in tako naprej. Zdaj, povedala sem že, da medmet ni stavčni člen, ne, ampak je lahko v vlogi stavčnega člena. Določimo zdaj stavčne člene v povedi ura je delala tik-tak. Torej, kaj se je zgodilo oziroma kaj se je dogajalo, je delala. To je torej povedek. Zdaj, kdo je delala? Ura, ki je osebek. In še, koga ali kaj je delala? Tik-tak. In je to predmet v tožilniku. Ta medmet
Torej, tik-tak je v tem primeru pač stavčni člen, predmet, ne? In ko je medmet v vlogi stavčnega člena, tako kot vidimo v tem primeru, vejice ne pišemo. Jaz mislim, da vam je to jasno. Če pa medmet ni v vlogi stavčnega člena, vejico pišemo. Kar pa vidimo zdaj v primeru, dajmo, pohiti že, tik-tak, v smislu hitro, ker ura teče, nekaj takega. Poglejmo si zdaj še nekaj primerov, v katerih medmet ni v vlogi stavčnega člena, torej vejico pišemo. V teh primerih sem zdaj jaz medmete podčrtala in boste videli, da so od drugega dela povedi ločeni z vejico. Recimo, no, končno smo doma. Hura, kmalu bo božič, torej nek vzklik. Brr, kako je mraz. Z Bogom, prijatelj, smo rekli taki pozdravi, ne, so tudi medmeti. Joj, prejoj, koliko napak. Lej, kdo se je prikazal v šoli. Bravo, Miha. Daj no, ne govori neumnosti. Moj Bog, kako si drzneš? Torej, vse to, kar je podčrtano, te besede so medmeti in jih ločimo z vejico, ker niso v vlogi stavčnega člena. Kar se medmeta tiče, je to, tako da zdaj pa pojdimo k členku. Oglejmo si zdaj te povedi najprej. Naj vam že kar takoj povem, da je besedica tudi, ki sem jo pobarvala v oranžno, členek. Ampak bom to razložila kasneje. Torej, te povedi, vse 4 so enake, vse vsebujejo besedico tudi, le da je vsakič na drugem mestu. Začnimo na začetku. Jež je z veverico nabiral tudi lešnike. To pomeni, da z veverico ni nabiral samo lešnikov, pač pa, ne vem, tudi orehe in drugo. Potem, jež je tudi z veverico nabiral lešnike. To pomeni, da jež lešnikov ni nabiral samo z veverico, pač pa še z nekom drugim. Potem tretja poved, tudi jež je z veverico nabiral lešnike, kar pomeni, da lešnikov z veverico ni nabiral samo jež, pač pa še, ne vem, neka druga žival. Zdaj pa še zadnji primer, jež je z veverico tudi nabiral lešnike. To pomeni, da jež in veverica lešnikov niso samo nabirala, pač pa jih recimo tudi pojedla. No, tudi členek je, tako kot medmet, nepregibna besedna vrsta. Mimogrede, nepregibne besedne vrste prepoznamo tudi po tem, da se po njih ne moremo vprašati. Recimo, kakšno vprašanje bi postavili, da dobimo odgovor tudi? Ga ni, tako vprašanje ne obstaja. Torej, medmet in členek sta nepregibni besedni vrsti. Členek ni stavčni člen in tudi ne more imeti vloge stavčnega člena. Kot smo povedali, medmet jo lahko ima, smo dali primer, ura je delala tik-tak, členek pa ne. Torej, če povzamem, ne medmet, ne členek nista stavčna člena, vendar je medmet lahko v vlogi stavčnega člena, členek pa ne more biti. S členki lahko pritrjujemo, se pravi ja, vsekakor in tako naprej, ali zanikamo, torej ne, nikar. Z njimi izražamo tudi dvom in negotovost, recimo mogoče, morda, verjetno, menda, baje, gotovo, zagotovo, zares in seveda. Prav tako pa z njimi izražamo mnenje. Takšni členki so recimo celo, že, še, šele, tudi, samo, le, kar, vsaj, žal, pač, sploh, končno, komaj, vsaj. Predstavljajmo si, da smo na neki zabavi, ki se je začela ob 8. Potem pa nek fant, ki mu je recimo ime, ne vem, Tomaž, pride na zabavo ob 9. Komur se to še vedno zdi zgodnja ura, bo rekel, Tomaž je prišel na zabavo že ob 9. Komur pa se to zdi nekam pozno, bo rekel, Tomaž je na zabavo prišel šele ob 9. Podatka pa sta v obeh povedih pravzaprav enaka. Pač obe povedi sporočata, da je Tomaž prišel na zabavo ob 9. To je pač ta glavni podatek. Govorec pa v bistvu s tem členkom sporoča svoje mnenje. Se pravi, ali se mu zdi 9. ura zgodnja, torej že,
ali se mu zdi pozna, torej šele. No, zdaj pa še vejica, tako kot pri medmetu. Če je členek vključen v stavek, vejice ne pišemo, kot vidimo v primeru seveda mi je všeč. Če pa členek ni vključen v stavek, vejico pišemo, kar pa vidimo v primeru seveda, to mi je všeč. Malček si lahko pomagate tudi s posluhom, saj v drugi povedi naredimo premor. Upam, da ste to slišali, ne? V prvi rečemo kar brez premora, torej seveda mi je všeč, v drugi pa seveda, to mi je všeč. S tem si lahko pomagate. Zdaj pa samo še nekaj. Povedala sem vam, da členek ni stavčni člen, niti ne more biti v vlogi stavčnega člena. Kako torej določimo stavčne člene v povedi, ki vsebuje členek? Oglejmo si poved. Včeraj smo si v kinu ogledali samo en film. Povedek je, smo si ogledali, ne? Kaj smo naredili. Potem, včeraj je prislovno določilo časa, kdaj smo si ogledali. V kinu je prislovno določilo kraja, kje smo si ogledali. Zdaj pa pazite, samo en film pa je predmet v tožilniku. Torej, koga ali kaj smo si ogledali, samo en film. Besedica samo je členek in kot ste videli, členek podčrtamo oziroma določimo skupaj s tistim stavčnim členom, na katerega se nanaša. V tem primeru se nanaša na en film, torej je predmet v tožilniku kar vse skupaj. Samo en film. Tako, v tem videu sem vam razložila novo snov, spoznali ste še zadnji dve besedni vrsti, torej medmet in členek, tako da vas lepo pozdravljam in se slišimo.